Seks bomba 90-ih, a ti je kul, da rečem seks bomba 90-ih? Se lepo slišati nekaj, kar si bil. VIP voditelj na Radiu Robin. Voditeljica Sandy, pevka in seks bomba 90-ih. Takrat si poskrbela tudi za odprtje velike tabu teme, namreč bila si med prvimi, če ne celo prva znana osebnost, ki je priznala, da si je povečala oprsje. Ja, mislim, da sem bila kar prva. Prva, ne? Kako je bilo takrat? Veš kaj, sem fitness trenirala takrat, ne? In imela sem prav svoje osebje in svojo trenerko fitnessa, ne? In je rekla ona, ja, veš, sem to, vse veš, to gre pa lih tam vse dol, ker ne rab, ne. In jaz koma, ja, ne, veš, pa six-pack, pa to, ne. Rekla, ja, sem, prsa boš pa zgubila, pa sko, a ja, ne. Rekla, ja, sej to je maščoba. Yeah. No, in tako je bila ta zgodba in jaz rekla, to pa si jaz nikoli ne bom naredila in pol zarečen kruh. Se največ poje. Ja. In povej mi, kaj se je takrat recimo pilo? Kaj je bila od pijače? Pa ne vem, te razne, veš, bambusi, rum kole, take fore. Ja, te mešance, črno s Coca-Colo, pa tako, ja. To je bilo zelo Evo, mlajši gostje smo pa pili gosti sok smetano in jaz imam zdaj tle gosti sok pa smetanco, evo, izvolim. Hvala. Bova nazdravila 90-im z najbolj tradicionalno pijačo 90-ih. Takole si se sliši iz tvojega obdobja, ne? Moje obdobje. Ja, ti nisi verjetno na odrih imela gosti sok smetano. Nisem. To pa je spomin. Dvakrat si celo nastopila na pesmi Eurovizije. Prvič leta 93, drugič pa 5 let kasneje, leta 98. Kakšni so spomini na Eurovizijo v 90-ih? Recimo leta 93, ko ste bili prvi predstavniki samostojne Slovenije celo. In z orkestrom je bila Eurovizija na Irskem. Ja, in Irska je bila res tako dobra gostiteljca. Mi smo se imeli tako dobro. Kot rečeno, si bila na pesmi Eurovizije leta tudi 98, kjer nas je zastopal domačin Vili Resnik. Vili, kje ste se prvič srečala Sandy? V bistvu na Emi pred dolgimi leti nazaj, ko je ona zastopala še, bom rekel, našega pevca s pesmijo Tih deževen dan. In kako se spominjaš Eurovizije leta 98, ko je za back vokal skrbela prav Sandy? Meni se je zdela Sandy najbolj primerna, imela veliko izkušenj, ona je profesionalka in zato sem rekel, mislim, da je prav, da gre Sandy z mano na Eurosong. Ja. Evo. Hvala. In si dobila vabilo skupaj s Karmen Stavec, mislim, da ste bile. Ja, s Karmen Stavec je bila, Evo, in zdaj se boš soočila z najtežjimi vprašanji. Zate jih ima tokrat naša radovedna poslušalka Leja. Pa dajmo slišati, kaj te najprej sprašuje. Ste v 90-ih letih imeli mobilni telefon? Wow, a veš, da ne, Leja. V bistvu imeli smo en tak kaj na opeka, Benefon ali kaj že je bil na začetku, ampak to je zelo bilo tako v povojih. Kako je izgledalo takrat? Kaj so klicali, pisali za špile pa te zadeve? Pisali so. Jaz sem imela prav punco, ki mi je fanklub vodila in je bilo ogromno pošte, tako da ogromno pisam. To je bilo to, ni bilo druge možnosti. In so pošiljali kakšne fotke še na trak in... Ja, iz časopisov zrezane, veš pa tako. Takrat so bili še časopisi. Časopisi so obstajali, ja. Tako, časopisi so obstajali. Gremo naprej na drugo vprašanje. Kaj pomeni, da ti po žilah teče nemirna kri? Kakšna je nemirna kri? Nemirna kri je taka, ki ne more sedeti pri miru, a veš, in mora skozi nekaj delati, ne. In skozi ima, a veš, tako, kada imaš kada imaš raketo, a veš, sebi, in skozi moraš okoli hoditi, skozi moraš biti, ne vem, najbolj glasen, najbolj glavni. No, evo, in to so bila tudi 90-ta. Zdaj sem ti pripravil eno igro, zavrtel ti bom nekaj zvokov, zvočnih efektov, ki so bili značilni za 90-ta. Ti boš pa povedala, kje smo to slišali. A si pripravljena? No, recimo. To je zdaj prvi zvok. To je bil kakšen avizo. Avizo česa, ja. V pravo smer greš. Skoraj vsaki hiši smo to imeli. Že v 90-ih, no tako bom rekel. A je kakšen računalnik, Tako, ko pržgeš, je Windows, tako, Windows se je pržgal. Windows 98 je imel ta avizo. Evo, greva na naslednjo, ta je malo težja.
To so pa neke povezave nečesa. Ok, tudi v dobro smer greš, ja, povezave česa. To pa tudi bila neka pomoč, ko sem se kaj na internet hotel povezati. Točno tako, internetna povezava. Super ti grem. Cel dan smo čakali, da se je povezalo, Ja. ne zdaj kar klikneš. In greva še na zadnjo, ta meni najbolj všeč. Čak, to je bila pa... To je bil nek kombi, ali kaj Ja, neki, in kombi ki je se- bil? ki je pripelil neko hrano, ali kaj je že bilo. Ja, kako se je reklo, rumene barve je bil. Čak, je bil Bifrost. Točno tako, Family Frost. Si šla? VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.